Dobrodošli v naši novi epizodi Kriptomat podcasta. Andrej, dobrodošel. Danes imam čast gostiti vizionarja, inovatorja, matematika, filozofa. Ne? Recimo, ja. Mina se poznava, zdaj mislim, da nekje 6 let in spoznala se, ko sem jaz začel graditi Kriptomat. Ja. In ti si tudi takrat delal v nekem kriptopodjetju, vem, da sem takrat se spoznala. No? In v vmesnem času si ti v bistvu dosti popularen postal v teh krogih, matematičnih krogih, tudi s to Astra AI projektom, ki je zares fantastičen projekt za matematiko, za ta male učita. Ja. Pa niti ne za ta male, za kogarkoli zares. In jaz imam v bistvu tudi to veliko ljubezen do matematike. Okay. In danes sem te pa jaz povabil v tale pogovor, ker bi po eni strani bi se rad s tabo pogovarjal o Bitcoinu. Rad bi, da mi ga razložiš, tako kot mi ga še recimo noben ni razložil, ali pa malo okrog tega, ne? Pa malo filozofije Bitcoina. Ampak, a veš, jaz, ko sem začel graditi Kriptomat, sem v bistvu ga zgradil čisto iz produktne ene strani, v smislu, obstajajo demand in sem rekel, ok, bom jaz pomagal ljudem ta demand zadovoljiti. S tem, da jim bom dal neko enostavno storitev, ki jo bodo lahko enostavno uporabljali z enostavnim umestnikom, da bodo prišli do Bitcoina, Ethereum oziroma raznih kriptovalut. Ja. V tem času, ne, sem pa jaz v bistvu sem doživel en aha moment in pa pustimo ta Bitcoin standard aha moment, tega imam zelo močno, zdaj se mi dogaja v meni osebno, ne, in tudi generalno vera do fiat denarja, ampak bolj to kot investiranje, vlaganje in kaj denar sploh je. Kako se, veš, jaz sem v bistvu podjetnik že 20-25 let, 45 let sem star, se pravi, da ne 25, no, recimo pri 21 sem začel svoj prvi SP. In v bistvu sem vedno jaz služil denar, to je bil moj način, to je bila moja naložba. Vse, kar sem zaslužil, sem jaz porinil nazaj v firmo. In tako sem v bistvu, edini način, ki sem jaz razumel, da lahko zaslužim denar. No, potem sem pa začel malo investirati in recimo za mene se je to začelo glihane 6 let nazaj, no, ne če 6 let, mogoče bil najprej kripto, no, potem pa sem začel gledati še delnice, ETF in tako dalje. In nasplošno in v kripto in v delnicah, vseh teh naložbenih razredih sem generiral neke donose. Okay. In sem bil hudo, čakaj malo, nisem nič naredil za to. Ja. In se mi je zgodilo. In sem, ok, to je ena igra tlele. Potem sem začel pa razmišljati, čakaj, zakaj nisem jaz to nekako že prej nekaj začel, zakaj nisem imel nekega znanja, ne vem kaj. In v bistvu sem se začel ukvarjati s tem, a obstaja nek framework, ki ga lahko kreiram, ali pa nek sistem, ki ga lahko sadim, tako kot če bi šel na fitness, by the way, izgubil sem cirka 10 kg, veš, sem pač začel malo mečken telovaditi, mečken sam pogledati prehrano. In meni situacija čisto spremenila v življenju. In enako se mi je tudi v bistvu, ko sem začel investirati finance in tako dalje, se mi je tudi spremenila situacija. Kako je bilo pa pri tebi, recimo, mogoče pri tebi se je pri Bitcoinu tole zgodilo? Ali pa če imaš nek feedback na to, kako zdaj, a si imel tudi kakšen tak? Jaz imam zelo podobno, mislim, ne, nimam podobne, ampak tudi sem z zelo mladimi leti začel razmišljati o tem, da verjetno ne bom obogatel s tem, da bom samo služil plačo, ne? In takrat jaz sem bil študent med leti 2008 in 2013 in spomnim se, takrat sem se začel zanimati za investicije in zlato je bila takrat neka taka pač neka obljubljena, ja, to je bila neka obljubljena dežela investiranja, ne? Se pravi, če si začneš kopičiti zlato ali pa nepremičnine, ne? Za nepremičnino neko takrat še nisem imel denarja, sem pa nekaj denarja našparil in prav spomnim se, ne, kako sem tam nekje leta 2009, ne, sem kupil prvo unčo zlata. Ampak v tem času sem jaz tudi že slišal, nekje proti koncu 2009, začetek 2010 sem jaz slišal za Bitcoina, ne.
In pa se vedno tako malo pošalim. Kje si šel za Bitcoin? To je bila ena zanimiva zgodba. Me pokliče en sošolc na faksu pa reče, moj bratran zdaj klele se ukvarja z nekim internetnim denarjem, ne, in jaz sem bil takrat gamer, veš, tako sem imel PC pa to, pa dobro grafično kartico, pa je rekel, to bi tudi ti zdaj lahko, ko imaš dobro grafično kartico, lahko v bistvu rudaraš to valuto in jo dobivaš v svojo denarnico. Ne. In ko sem jaz to poslušal, sem bil tako, pismo to meni, to zgleda sumljivo, neki priklopiš računalnik v neko omrežje in pol dobivaš neke bitcoine. Ne. A veš, in to je bil čas, saj ti si internetni podjetnik, verjeten, si tudi ti vedno razmišljal, kako z internetom zaslužiti. Ne? Tudi jaz sem to takrat delal in takrat se spomnim, so bili ful popularni spletni kazinoji. Ne? Se pravi, folk je v spletnih kazinojih nakazal si denar in pa si tam pač igral tudi različne te igre s kartami. In meni se je Bitcoin zdel še en v bistvu kazino. Ne? Nisem takrat v teh čist prvih letih, čeprav pa sem bil na prvem meetupu v Kiberpipi, ko je Nejc Kodrič govoril o Bitstampu. Kot o nekem takem hobi projektu, veš, kako zdaj te neki Kiberpipa. To je bil še, kdo je že vodil? Na Sloveniji je bil še ena oddaja bila. Kdo je že bil to? Veš kaj, na Sloveniji mislim, da je bilo od Zemante. Od Zemante, Tori. Andraž Tori. Ja. Žive Tori. Daj nam skomentiraj, kaj kolega, nismo se slišali že 100 let. Tori. Ampak ne vem, če je on Kiberpipo vodil. To se zdaj ne spomnim, ampak Kiberpipa je bil en tak prostor kle v Ljubljani, kjer so se zbirali tehnološki navdušenci. In jaz sem bil na tem prvem meetupu, Pa Slotek je bil tu takrat, ne? Slotek forum, tako. In to je bilo prvo javno, v bistvu nek javni dogodek, kjer se je Bitcoin omenil. Pa sem si jaz naredil tam account in tako počasi sem začel raziskovati Bitcoin, ampak veš, dolg časa sem pa to imel skozi za neko hecanje. No. Tako nisem to resno imel. Pol pa z leti, tam nekje 2014-2015, sem se pa malo bolj resno v to spustil. Veš, in tudi problem teh prvih let je bil, ker ti enostavno nisi imel informacij. Ni bilo YouTube kanalov, ni bilo podcastov na to temo, ni bilo skratka nič ni bilo. In mi smo se takrat res lovili, da smo ti z Bitcoin ORG si nekaj bral, pa ti ni bilo nič jasen, ker si res tako mogel biti, mogel si malo poznati te osnove računalništva. In tudi, če si prebral Bitcoin white paper takrat, ta dokument, nekak je geneza Bitcoina, ki opiše glavne pač parametre, pa kako ne bi to delovalo. A če nisi imel neke take res izobrazbe v tej smeri, nisi tega razumel. Redki so bili tisti, ki so to tako, da so prebrali in jim je bilo tako jasno, veš, vsi te vidiki. Tako da tako nekako je to pri meni potekalo. Pol, je pa z leti vedno več bilo tega na internetu, si pa tudi dobil neke kakovostne informacije in potem sem tudi jaz nekako to skužil, oziroma sem doživel nek aha moment, mogoče tako, kot si ga ti. Veš, imel sem en pogovor z Lukom Gubom. On je sicer izhaja iz tradicionalnih financ, veš, in je tudi sicer sam delal eno kriptoborzo pred časom. No, in z njim sem se pogovarjal o tem, kaj je sploh denar. In on je nekako govoril, da pač Bitcoin gleda kot digitalno zlato. Okay. Kako ti gledaš na to? Tukaj je zdaj... mogoče ti moram dati... To grem zdaj lahko v ful enih smeri. Se pravi, najprej glede denarja, pa potem kako jaz vidim Bitcoin. Mislim tako, v osnovi, denar je neka iznajdba človeka, da ovrednot, pa začne meriti, pa začne izmenjavati medsebojno vrednost. Se pravi, mi, skupna valuta, ki jo imamo, je čas in čas vsi porabljamo. Se pravi, ti se rodiš in potem v času in prostoru se pač premikaš in ko odraščaš, nekako postaješ del družbe, skozi
proces socializacije nekako ti pol začneš sodelovati z drugimi ljudmi. Ne. In zdaj, ker smo mi to našo družbo tako kompleksno zgradili, ne, pa postavili neke ekonomske sisteme, moramo mi v bistvu nekako, meriti, moramo nekako začeti zapisovati in beležiti to, kar posamezniki v družbi delajo zase, za druge posameznike, da lahko potem dobrine in storitve od drugih ljudi koristimo. Ne. Pač tako smo se odločili. In denar je skozi zgodovino šel čez različne oblike, ampak danes je denar v bistvu elektronski. Danes je denar software oziroma neka programska koda in en zelo znan esej od Marka Andreesna, tega, on je bil netski... Andreessen Horowitz. Tako, ja, on je Andreessen Horowitz fant. Te fanti so si izmislili cloud. Tako. In on je napisal... Andersena vsi mislijo, to so neki investitorji. Ne, to so hudi jacki. Tako. Oni so zdaj investitorji na stara leta. Ne. Ampak ja, bili so pa te prvi, ta pravi internet podjetniki. No, in on je zdaj že skoraj 15 let nazaj je napisal en zelo znan esej, v katerem je rekel, da software is eating up the world. To je pač direkten quote. V prevodu to pomeni, da programska koda požera svet, ne, in ga je dejansko požrla. In če je to res, in vidimo, da je res, se moramo mi danes vprašati, a je ta koda, v kateri imamo mi zapisana pravila denarja, ne, a je to dober denar, a je to dobra koda. In Bitcoin je bil nekako odgovor na tisto finančno krizo 2008. Ni zaradi tega nastal, ampak pač sovpadal je nekako izdaja Bitcoin white paperja in potem lansiranje blockchaina 4. januar 2009. Sovpadali s to krizo, ampak zametki oziroma ideje po elektronskem denarju so se pa pojavile že dosti prej. Ne. Recimo cypherpunk movement v UK pa ZDA, mi žal nimamo dobrega prevoda, ne. Pri nas obstaja kiberpunk beseda, ampak to je v bistvu literarna zvrst, ki opisuje neko distopično prihodnost, kjer velike korporacije pač vladajo in ljudje so nekako njihovi sužnji. Ampak cypherpunk je pa v bistvu neka taka politično-filozofsko-tehnološka ideologija, ki pravi, da posameznik bi v bistvu mogel imeti to moč, da se odloča, pa neko privatnost v svojih rokah, ne da ima v bistvu država nad njim kremplje. In v bistvu v cypherpunk movementu se začnejo te ideje o privatnosti, kriptografiji, pa o elektronskem denarju. In tudi Satoshi Nakamoto, se pravi oče Bitcoina, oziroma še vedno se ne ve, ali je to bila ena oseba ali je bilo to več oseb, ki so delovale pod tem psevdonimom. Potem spiše ta white paper, ki ga 31. oktobra 2008 objavil na eni tej cypherpunk mailing listi in v bistvu tako se začne Bitcoin. In Bitcoin, kaj bi jaz rekel, da je danes? Luka je rekel, to je digitalno zlato. Jaz bi rekel, da je tudi digitalno zlato, ampak je pa tudi elektronski denar. Se pravi, danes lahko mi zaobidemo te centralne fiat sisteme, kjer je sistem centralnih pa poslovnih bank, da se vključimo v ekonomijo. Še vedno, zdaj sem videl en report, mislim, da ta World Economic Forum, da je še vedno več kot milijarda pa pol oziroma nekje 2 milijardi ljudi je še vedno unbanked. Ja, nima dostopa do bančnega računa, oziroma nima dostopa do transaktanja z drugimi ljudmi. Tako. To, kar je v bistvu smisel denarja. In v današnjem času, ki je denar elektronski, je to zelo velik problem. Se pravi, kako naj mi, kaj je to zdaj, četrtina človeštva, nima se prav dostopa do tega, da izvaja transakcije, prejema denar, plačuje za storitve z drugimi ljudmi. Bitcoin na drugi strani se pa pojavil kot neka alternativa. Se pravi, bančni sistem je centraliziran,
Bitcoin je popolnoma decentraliziran in to je pa lahko zdaj neka nova tema. Kot ekonomska svoboda in neodvisnost Tako. recimo od ostalih sistemov. Ne? Ja. Ok, mislim, to sigurno lahko pelje v ta pogovor, recimo bolj nekako. To je tudi zanimivost pri Bitcoinu, ker ima toliko enih v bistvu aspektov, ne? To je pač, imaš ekonomski aspekt, imaš tehnološki aspekt, imaš ta aspekt cypherpunka, ne? Privatnosti, kriptografije, tako da filozofsko. Ne? Veš, imaš recimo tudi te Bitcoin. In investicijski, ne, aspekt. No, sej to. Zdaj pa mene predvsem in po mojem gledalce, ki gledajo, predvsem investicijski interesira, v smislu, ali je to scam, ali bo to propadalo na nov. Ampak, da se vrnem nazaj, recimo še na cypherpunk varianto, verjetno je potem to isti del skupnosti tudi potem na dark webu živel, ker to so v bistvu hackerji. Potem imaš pa, ljudje so ljudje, eni so dobri, eni so slabi. Tako, ja. In to je ta skupina. Jaz sem pa recimo mogoče doživljal od kakšnih Bitcoina OG-jev, še mogoče nekaj časa nazaj, vi te centralizirane platforme, to je brez veze. Ravno iz razloga, ker verjame v to filozofijo, ker oni so v bistvu kupili v narekovajih to filozofijo in z njo grejo. Jaz sem pa potem prišel, pa sem rekel, jaz bi v bistvu več ljudem to omogočil, ampak ti ljudje nimajo časa se ukvarjati s to filozofijo, pa s tem. Oni hočejo samo lastnosti Bitcoina izkoristiti. Ne? In sem jim začel govoriti, pa dej, človek, ti moraš se meni zahvaliti. Jaz sem pripeljal, 500,000 ljudi v Bitcoin, karikiram, ne? Verjetno je to nekaj pozitivnega, se pravi, tudi če vsi ti ljudje ne razumejo Bitcoina, je vse bož, da so v tem sistemu. Absolutno. Če nič drugega, tudi iz tega razloga, da imajo ti ljudje, ki so recimo proti centralizaciji, bodo imeli več ekonomske svobode, če bo več ljudi v tem sistemu. Absolutno. Tako da se mi zdi, da no, ne vem, še vedno je tako, te OG imajo še vedno svoje eno mnenje, tako se mi zdi, ampak se mi zdi, da bi morali kar malo spremeniti to mnenje, pa reči the best, več platform, kot ponuja Bitcoin, boljš to je, seveda, če je to ta prav Bitcoin, da neka schema. Da ni tako, da ni to, da ne prodajaš, ko se reče, maček v žaklju, ne, ali pa pri zlatu, ne, pri zlatu je recimo tudi to, a veš, a imaš ti fizično zdaj zlato? Puno investicijsko, ali imaš papir, ne? Tako, ali imaš papir, ne. Tako da Bitcoin, glede na to lastnost, da je omejena, ne, se pravi, s protokolom je omejen na 21 milijonov, je zelo pomembno, da ne prihaja do tega, da mi prodajamo, v bistvu, da ponujamo na teh platformah več Bitcoina, kot ga je v obtoku, ne, kar se je recimo takrat dogajalo z FTX-om. Ja, ali pa kar se dogaja vsakeč, ko greš po kredit, kakor prav. Absolutno. Ne, sej to, a veš, recimo, tako, meni je to zelo neko tako dejstvo zaskrbljujoče, da večina ljudi danes ne ve, kako v bistvu deluje ta denarni oziroma monetarni sistem, ki ga mi imamo na zahodu oziroma povsod po svetu, kjer se operira z fiat denarjem. Se pravi, kaj sploh fiat denar pomeni? Se pravi, to je denar brez kritja. Se pravi, za njim stoji samo obljuba centralne banke in nekako zaupanje cele družbe, da je ta denar, ki ima neko številko, da ga lahko zamenjaš za neko dobrino ali pa storitev. Ker včasih, recimo ameriški dolar, je gor pisal redeemable in gold. Ja. Se pravi, centralna banka je imela rezerve v zlatu in oni so recimo izdali denar, toliko, da so ga pokrivali z zlato rezervo. Se pravi, ti si lahko šel v banko in rekel, jaz bi pa zdaj papirni denar zamenil za zlato. Danes ti denarja, tega fizičnega in elektronskega, ne moreš za nič zamenjati. No, dobro, lahko ga zamenjaš na trgu za storitve pa dobrine, ampak ni pa krit z ničemer. Tako da je v bistvu to samo neka obljuba, v katero mi verjamemo in potem dostakrat se hecamo v tej skupnosti, da je to denar, ki je varovan z vojsko. Se pravi, država s puško ti reče, to boš pač uporabljal oziroma si nekako prisiljen v to, da si del neke države in pol verjameš, da te lahko varujejo pred tem, da vojne ne bo. Direkt sem z Lukatom imel pa to debato in jaz sem v bistvu zagovarjal, pač nekako razlagal to stališče, ki zdaj ti govoriš, v smislu,
se pravi, na Bitcoinu ne more obstajati inflacija. In je pa potem in isto sem izgovoril, čakaj, vse banke printajo denar, prav, nič ne printajo denar, mislim printajo, ker prav, čez kredite se dogaja in to delajo poslovne banke, niti centralne. Sem rekel, res, jaz sem bil čez pod vtisom, recimo, ker sem spremljal, pa nisem se toliko poglobil, ampak zdaj za tega se pa to zdaj učim, ne, sem bil pod vtisom, da recimo ameriška vlada recimo kupuje sama svoje obveznice, a ne, in s tem, ko kupuje obveznice, pač nekako na ta način ustvari več denarja v samem toku. Je pa Luka potem govoril, da z Bitcoinom je problem, da to postane denar iz razloga, ker ko se gospodarstvo in ekonomija povečuje, na nek način je težko distribuirati ta Bitcoin ljudem, ali nekaj v tem smislu, mislim, da je govoril. Ja, jaz bi temu rekel, se pravi, v teh ekonomskih debatah, a ne, je itak, to sta dva pogleda na ekonomijo, oziroma tudi na monetarizem. Ne? In ti imaš na eni strani imaš kezijance, pa to pač čikaško šolo, na drugi strani imaš pa avstrijsko ekonomijo. Ne? In Keynes zagovarja to, se pravi, ko pride do nekega krča na trgu, ne, se mora država vmešati in posežiti pač z monetarno politiko v trg, da spodbudi potrošnjo in povpraševanje. Ne? Na drugi strani pa avstrijska ekonomija pravi, ne, država se ne sme umešavati v trge, a ne? Nad trgi bdi tako imenovana nevidna roka trga, ki bo tudi včasih z neko kreativno destrukcijo, a ne, uredila trg. Ne? In kje lahko to vidimo v praksi? Se pravi, v praksi leta 2008 a ne, so nekateri ekonomisti zagovarjali, da ne naredimo tako imenovanega bailouta tem bankam. A ne? Takrat se je pač ameriška vlada zadolžila in v bistvu rešila nekako, čeprav smo imeli pol recesijo, ne, ampak recimo, da je umila to krizo s tem, da je se zadolžila in posledično probala spodbuditi gospodarstvo in tako ustvarila nov denar. In to se dogaja skozi, ne, to se je tudi pol zgodilo v tej COVID krizi, ampak zdaj nekateri ekonomisti pravijo, boljše bi bilo v bistvu pustiti, da to, kar je res tako gnilo v tem sistemu, ne, da dokončno propade in mogoče se neke boljše neke boljše rešitve na trgu dobijo priložnost. Ne. Zdaj večina tudi univerz pa ekonomskih šol po svetu uči to oziroma zagovarja tak keynesijanski pogled, ampak ja, jaz osebno pa tudi recimo Bitcoina, ne, ekonomija se pa bolj naslanja na te vidike avstrijske ekonomske šole. To je tako mogoče malo za tiste, ki jih to bolj zanima, si lahko več. Kaj je meni recimo interesantno, ne? Ker se pogovarjamo o ekonomiji, kot da bi se pogovarjalo o vremenu. A veš, kao, dej naredite nek model, ki bo predvidel vreme. Kako je to? Na koncu je to matematika, stari, številke so. Kako? Ja, veš, to je problem ekonomske znanosti, a ne? Ker ti ne moreš delati poskusov, tako jih lahko v kakšnih takih res hardcore znanostih, kot je fizika ali pa kemija. Ne? Ekonomija je kompleksna zaradi tega, ker smo ljudje kompleksni. Ne? A veš, ti imaš, vsak človek je entiteta zase, ima neko svojo psihologijo, neke svoje želje, potrebe, a veš, pogled na svet. In zdaj si predstavljali, da je takih posameznikov, koliko nas je zdaj, 8 milijard, ne vem, 9 milijard, da zdaj mi nekaj na trgu počnemo. A ne? In ekonomska znanost ne more, absolutno ne more narediti, a veš, neke simulacije, in to se trudi, ne, sej ekonometrija je pač neka veja ekonomije, ki proba vse nekako zračunati s formulami, da se da nekaj predvideti, ne, ampak to je pač človeška utopija, ne. Mi tega ne moramo narediti, zato tudi, a veš, se ne da predvideti kriz, ne da se predvideti, kako se reče, takrat, ko je teh prosperitetnih obdobjih, ne, se pravi, cikli so... Debele krave. Ja, obdobje debelih krav. Se pravi, nič, a ne, ti niti, a veš, ker če bi to bilo res, a ne, da bi se dalo v ekonomiji vse zračunati... Potem bi lahko predvidel, kaj se bo zgodilo. Ja. Tako, videl bi v prihodnost in delniški trgi ne bi, mislim, nič ne bi obstajali v taki obliki, ki obstaja danes, a ne. Zato je pač vse prepuščeno nekemu tudi naključju prihodnosti in je vedno odvisno, ne, trgi so vedno odvisni samo pač od človeške
neke inovativnosti, pa stopnje razvoja tehnologije. Ne. To sta v bistvu dve stvari, ki poganjata pač naše gospodarstvo, in potem se mi, se pa pač obnašamo, probamo se obnašati racionalno. Ne. To je recimo tudi ena zabloda ekonomije. Veš, takoj, ko ti začneš študirati ekonomijo, ena prvih stvari je, tam, ko se naučiš, da so ljudje, da se obnašajo racionalno. Ne. Ampak mi smo inherentno neracionalna bitja. Ne. In zdaj napovedovati, ja, če ti rečeš, ljudje smo racionalni, boš mogoče lahko napovedoval ekonomske cikle, ampak ljudje nismo racionalni. Ne. Se pravi, denar porabljamo neracionalno in to se pol prenese, ne, iz enega posameznika, človeka na podjetja, na družbe, na države in pa imaš v bistvu kompleksno ekonomijo, ki se je ne da napovedovati. Ok. Mislim... In zdaj, kje je tukaj... Pa misliš, dobro, zdaj ti si dosti v AI-ju, ne? Ja. Mislim, verjetno bomo lahko potem v eni fazi spustili nekaj čez, a ne, da to proba ugotoviti, da proba posimulirati na ta način. Čeprav who cares na koncu za navadnega smrtnika. Ker v bistvu jaz zdaj gledam, kako jaz kot Janez ali pa Mojca, ne, bom nekaj od Bitcoina imel. A bom jaz nekaj od njega imel ali ne bom imel, recimo. Ne. In pa ne rabim... Mislim, gled, za Janeza pa Mojco, ne, je v bistvu zelo pomembno vprašanje dejansko inflacije. Ne. Se pravi, Janez pa Mojca svoj čas, nek del svojega življenja preživita na delu, ne, in za to delo sta plačana s plačo. Ne. Delodajalec more pol tega v Sloveniji pač namen davkom, ampak recimo dobiš neko plačo in zdaj je vprašanje, ne, to je tako vprašanje osebnih financ, kaj zdaj ti s tem denarjem počneš? Ne? Se pravi, ti si imel nek prihodek in imel boš odhodke, ne? Se pravi, plačeval boš položnice, storitve, kupoval boš hrano in tako naprej, čist take simple zadeve. In zdaj je vprašanje, kaj ti delaš s temi presežki? Ne? Se pravi, tebi na koncu meseca, ne, ti nekaj denarja ostane in večinoma se bojo Janezi in Mojce se bojo spraševali, kaj zdaj s tem denarjem. Ne. In imaš pač par možnosti. Imaš, ne. Ena možnost je, da enostavno varčuješ, da denar nalagaš, da se ti kopiči. To sem recimo jaz, sem za sebe pač, se pravi, bil. Tako, se pravi, ti si zdaj imaš presežke, ne, prihodkov in zdaj denar ta številka se povečuje. Ne. Se pravi, temu rečemo varčevanje. Ne? In v današnji ekonomiji je varčevanje mrtvo. Ne? Se pravi, zakaj je varčevanje mrtvo? Zato, ker prvič banke dajo mizerne oziroma praktično neobstoječe obresti na varčevanje. Se pravi, varčevanje ni spodbujeno. A ne? Mislim, to so res neke smešne cifre, neki 0, ne vem, pač neka decimalka, a ne? Ti dobiš, če imaš denar shranjen na banki. Ne? Kar tako, če se vprašamo čist, ne, po stari kmečki pameti, je čist v redu. Ne? Ampak zaradi inflacije, se pravi, kaj sploh je inflacija? Inflacija je padanje vrednosti denarja. Ne? Zakaj? Zato, ker je vedno več denarja v obtoku, obstoječa količina se razvrednoti in s tem ti pada kupna moč na trgu. In zdaj vprašanje. Ne? Jaz sem delal zdaj 10 let, ne, menil sem svoj čas za denar in imam neko količino denarja. Zdaj pa se zgodi inflacija in se stvari podražijo za 20%. Ne. Efektivno to pomeni, da je moja kupna moč, ne, upadla za 20% in je to skoraj efektivno enako, kot da bi jaz izgubil 20% svojega denarja. Ne. In zato se mora potem človek vprašati, ok, a imam jaz sploh kakšno alternativo? Ne? In seveda alternative varčevanju so. In alternativa varčevanju je dejavnost investiranja. Se pravi, vlaganje denarja v neke, kako bi temu rekel, v neka vozila. Naložbene razrede. Tako, naložbene razrede, kjer pričakujemo oziroma je naša želja, da denar prvič ne izgublja te vrednosti, in drugič, da jo plemeniti, da skozi čas
da bi si mi lahko v prihodnosti kupili več, oziroma da bi naša kupna moč bila večja, kakor v začetni točki, ko smo začeli recimo investirati. In potem imaš tukaj več teh naložbenih razredov, kot si rekel, ne. Slovenci smo svetovni prvaki v vlaganju v nepremičnine, ne. Tudi obveznice. Ja, ampak je to nek način, da ljudje, ampak veš, sej zakaj pa je tako? Sej kaj pa, veš, zakaj pa misliš, da je tako? Seveda, to so pa spet, veš, to so neki kulturološki, sociološki, ekonomski razlogi. Jaz mislim, da je posledica komunizma to. Čisto Absolutno, enostavno, pač mi smo za Zahodom toliko pa toliko let. Prva borza je v Amsterdamu, mislim, nastala, ne Amsterdamu, na Nizozemskem. Ja. Mislim, da leta 1870. Še prej, 1600. 1600? Ja. Prve delnice so 1670, kaj nekaj. Dutch East India Company je bila v bistvu prva korporacija, to je bila ladjedelniška družba, ki je za nizozemski imperij, ne, delala trgovino z Azijo, ne. Se pravi, oni so začimbe so trgovali z začimbami in oni so v bistvu prvo delnico izdali, ne. To pomeni delniški papir, se pravi, nek človek v tistem času je lahko spet presežke svojega denarja vložil v to podjetje in bil potem udeležen v dobičku in tako naprej. Se pravi, oni so izumili, tukaj pride v bistvu do izuma delniške družbe, a ne? Da lahko tudi nekdo, ki ni, ne vem, zdaj neposredno upleten, dejansko postane solastnik podjetja. Ne? Se pravi, to je delnica je lastniški papir, ki ga lahko ti držiš, če hočeš biti del enega podjetja, ampak nisi, ne vem, zaposlen ali pa ne delaš neposredno v podjetju. No in pol naslednji verjetno izum bi bil pa takoj trg, kjer se lahko en človek od drugega človeka kupi, proda to delnico. Tako, jaz mislim, da to je nastalo naslednji dan. Ne? Ja, ker je on rekel, dej, jaz bi pa tudi, no koliko boš pa dal. Ja. In trg ustvarjen. Ja, tako. Tako. Se tukaj je ena zanimiva anekdota, ne? Se pravi, market maker, ne? Je ena taka stvar, zdaj, ko imamo mi različne borze, ne, so market makeri tisti, ne, kaj bi bil slovenski sploh prevod, da ustvarjanje likvidnosti, ustvarjalci likvidnosti, ne, med različnimi borzami. In kje je to nastalo? Ne? To je isto nastalo v bistvu v mestih. Si imel recimo ti dve trženci, ki sta si bile geografsko malo narazana, ne? In potem je nekdo prodajal krompir na trženci, ne vem, za $10, ne? 1 kilometer stran, 2 je pa nekdo za 8 prodajal. Ne? In pol je en z vozom je to opazil, ne? In je rekel, pismo, dobro je bilo, da jaz klele na tem drugem trgu kupam ta pocen krompir, pa ga tamle prodam dražji. A ne? In v bistvu on je s tem vozom je postal prvi market maker. Ne? On je potem... Ker arbitražo izvajal. Tako. A ne? To je ena taka zanimiva. In mislim, da to nastane v podobnem času, nekje 16-17 stoletje. In tako polka nastanejo pa borze, a ne, se pravi prostor, kjer ljudje lahko trgujejo z delnicami, je pa tudi pač market making oziroma zagotavljanje likvidnosti je pa tudi ena od aktivnosti. To moram malo pogledati zgodovinsko, ker mi smo imeli vmes še Avstro-Ogrsko, ne? In oni so imeli zagotovo svoje borze. Da, ampak verjetno so mi bili več ali manj njihovi hlapci in niso ki pred znanja prenašali na nas, ne? Ja. V temu smislu. Zdaj za Avstro-Ogrsko specifično ne vem, ampak ja, večina prebivalstva takrat je bila kmečkega in ja, kmet je pač obdeloval svojo zemljo in dajal neke dajatve cesarju, ne. No in za tega jaz mislim, da to čist preprost razlog. Časovno smo bili temu kasneje izpostavljeni, za tega smo se kasneje naučili. Zdaj pa internet, informacije prehajajo prosto in enostavno ni nobenega razloga, da ljudje v tej regiji ne bi tega, ki se več naučili, spoznali, povečali svoj skill. Je pa zdaj dosti tega tle, ki opažamo, ne? To je neka prevara, pa ne samo za Bitcoin. Za vse, za vse finančne, za velike finančnih. Je ta mentaliteta, to je prevara, to je goljufi, neki, se pravi, absolutno nerazumevanje tega, ne. In tudi mislim pa, da to izhaja iz tega, ker ljudje investirajo v nekaj, kar sploh ne bi smeli investirati, količino denarja, ki ne bi smeli investirati, in potem pride mogoče do neke korekcije na trgu, oni se ustrašijo, prodajo, so opečeni
in potem je posledica, te stvari so slabe, ampak v bistvu on ni imel zadost, oseba ta ni imela zadost znanja, za to narediti. Ja. Ni pa imela očeta ali pa dedka, da bi rekla, pomiri se, sine. Točno to, tukaj sem hotel tudi izpostaviti te neke zgodovinske razloge. Ne? Recimo ta del Evrope, kjer se nahaja Slovenija, se pravi Slovenija, pa pol jug, pa vzhod, te države, prebivalstvo v teh državah je lik zaradi tega, ker smo mi živeli v drugačnem sistemu do nedavnega, smo blazno dovzetni za neke sheme finančne, kjer je obljubljen hiter zaslužek. In v Sloveniji je bilo že več, veš, teh... Catch the cash. Tako, to je bila ena taka prva, kjer se je veliko takrat ljudi po osamosvojitvi opekli. In potem se ponavadi, vseh nekih teh naložbenih razredov, kjer so finance, kjer ni neke oprijemljive stvari, kot je nepremičnina, se drži tak sloves. Seveda neupravičeno, ker so se ljudje velikokrat opekli na dejanskih goljufijah, in potem imajo neko nezaupanje, ko pa pride do novih legit, recimo, naložbenih razredov, tako kar je recimo Bitcoin, ali pa delnice, ali pa druge neke neki drugi naložbeni razredi, kjer v bistvu ti daš recimo denar, pa potem dobivaš obresti. Tudi zdaj te neobanke, je popularno, da držiš neko količino denarja, pa dobivaš obresti. No, ti si, bom rekel, naučil na tisoče študentov matematike in pomagal do mature, in bi rekel, da v bistvu si dosti tako online pedagog, ali kaj bi rekel, didaktik. Ja, recimo, ja. In kako misliš, da bi bil en način, da bi mi na maso ljudi poučili o financah, na nek najhitrejši način finančno opismenjevali, pa da to ni, recimo, kako se jaz tega lotim, sicer jaz imam storitev neko, ampak v bistvu jaz ta framework, ki ga delam, ne delam samo znotraj kripta, ampak vsi naložbeni razredi, ker v bistvu mene zanima resnica. Ok, hvala Bogu, če bo nekdo mojo storitev izkoristil sprot, super, dobrodošli, ampak razlika je to, da jaz to delam zastonj. Jaz nimam tečaja, preključ se v tečaj, pa zdaj ti bom jaz povedal, kako zaslužiti denar. Jaz mislim, da to je tako indikacija, tam neki ne štima, starič, in moraš ti neki plačati. Se strinjam. Kaj misliš pa ti, da bi recimo zdaj, ker se toliko dobro spoznaš na izobraževanje, v 2024, kako bi se bilo fajn lotiti povečati finančno pismenost? Definitivno tako, da začneš zgodaj. To pomeni, da se, recimo, če imaš otroke, da se že z njimi začneš pogovarjati o denarju, da razumejo koncept denarja, da to je del družbe in bo imel velik vpliv na njihovo življenje v prihodnosti. Potem pa, ko odraščajo, sploh mladostniki, mogoče začnejo, tisti, ki lahko imajo to, imajo neko žepnino, ali pa pol, ki začnejo z nekimi preprostimi študentskimi deli, da razumejo, da moraš ti kot posameznik upravljati s tem denarjem. Zdaj, kako to znanje predati na najhitrejši možen način? Ena od zelo dobrih oblik je to, kar mi dva zdaj delava. Se pravi, da so neki podcasti, da obstaja neka vsebina, kjer se lahko mladi učijo, spoznavajo stvari. O osebnih financah je napisanih ogromno knjig. Recimo ena knjiga, ki jo jaz ful priporočam vsem, jaz dostikrat od mladih dobim to vprašanje, jaz bi se zdaj rad o financah izobrazil, je Psychology of Money, psihologija denarja. Kdo pa je to napisal, če veš? Avtor je pa... Saj bo verjete na Amazonu iz prve, ne? Ja, se čakaj, lahko pogledam. Psychology of Money je pa Morgan Housel. Morgan Housel. Zelo dobra knjiga o denarju. Tako da v bistvu produkcija nekih poučnih vsebin, tako kot recimo ta pogovor, vem, da recimo Marja Milič ima ta svoj finančni MoneyHow podcast, to je dober vir. Se pravi, je veliko virov okrog nas,
na začetku mora biti pa itak nek vzgib, a ne, v tebi, da se hočeš pač to naučiti, da hočeš neke informacije. Ja, se to, ker, a veš, recimo, jaz sem tudi se ukvarjal, pa neke tečaje delo, pa nekaj, to bilo vse brez veze. To noben sploh niti ne pogleda, ljudem se ne da investirati časa, ne. Verjetno je veliko lažje iti pa porabiti tisti nek presežek denarja za neko dobrino, neko stvar, ki ti da tisti nek hiter dopamin, ne. Težje povedati tisto. Ja, zato jaz rečem, pri mladih je treba te neke dobre temelje postavljati, ker oni so bolj dovzetni za to, da se nekaj naučijo. In meni se zdi, da te generacije, sploh te COVID generacije, ki so imele malo popačeno to šolstvo, oziroma to šolanje v tem času, se veliko bolj v bistvu zanimajo za denar, kako si v bistvu zgraditi kariero, kako pač pride do boljšega zaslužka. Tako da mislim, da te ljudje rojeni po letu 2000, dosti drugače, tudi razumejo že, a veš, ekonomijo, ker se zavedajo, da oni so del globalnega trga. Ja, so digitalni, nativno so digitalni že, a veš. Tako. Recimo, hitrejši dostop do informacij. Ja, recimo prejšnja generacija, tvoji pa moji starši, oni, a veš, so vsem še nekako pričakovali, ok, jaz sem se zdaj tukaj rodil v Sloveniji, vse država bo poskrbela zame, mogoče so imeli 1-2 službi v celem svojem življenju, danes je to čisto drugačne. In tudi mladi potem dajo več nekega poudarka na tem, da razumejo svoje osebne finance. Prebral sem direktno to varianto, da boomerji v istih letih, kot so zdaj Gen Z, so bili bistveno manj premožni. Vmes generacije so bile je X pa milenici. Milenici, pa Gen Z se pa digitalno tako dobro znajde, da zna na internetu tudi že zaslužiti. Ja, to je res, to je res. Ja, ok. The best. Čak, mi se po lahko pogovarjaš še na 4 ure, ne? Ja, itak. Tako da mogoče se malo osredotočil na kakšno vprašanje, sej pol tega že kar mi odgovoriš, ker ga naravno pot pelje, veš. Enostavno za ljudem biti, za povprečnega človeka, ki nič časa ni porabil za Bitcoin, jaz zdaj trdim, da Bitcoin, jaz osebno sem absoluten proponent, se pravi zagovornik Bitcoina postal. Prej nisem bil to, prej sem bil v smislu, ne, ampak zdaj se absolutno verjamem, da to je to. In to, veš, ko imaš, recimo, ljudje pravijo, to bo crknilo, to. Jaz gledam kako, ker jaz imam pa en drug pogled, ne, iz vidika regulatorja, iz vidika institucij in industrije, v kateri se nahajam, vidim, kako se to razvija. Vidim, kako banke, ti imaš precej bank, ki že prodajajo Bitcoin. Pa ne samo to, imaš podjetja, ki v bistvu izvajajo transakcije. Ne vem, če nujno na Bitcoin, doskrat tudi na teh stablecoinih to počnejo. Enostavno brazilsko podjetje transakta z italijanskim pohištvenim podjetjem in prodaja neke surovine, in to zdaj transakcije se izvršijo takoj, kar ima za posledico hitrejši supply chain, kar ima za posledico, da se usluga hitreje dostavlja, kar ima posledico, da se bo hitreje pokonzumirala. No in v bistvu zaradi tega pravim jaz, da je Bitcoin toliko že globoko v institucijah, da in tudi zakonodajno so nekako že zregulirali, da so pripravili zakonodajo na takšen način, da bo tudi normalen človek zdaj lahko not prišel in pač bil v nekem varnem, relativno varnem, bistveno bolj varnem okolju, kot tistem leta 2010-2011, ki si ti govoril, ki je bil, ne da je bil Wild West, ampak ne, se je bil, to lahko kar rečemo. To je še hujka Wild West je bil po mojem lo, a ne. Tako da, ti pa, dobro, se verjetno ni treba govoriti nič na to temo, ti si isto all in, mislim, Bitcoin, to je the thing. Ne, a veš, kaj je tukaj? Ja, absolutno. In mogoče, a veš, bi bilo treba ljudem predstaviti, zakaj, mislim, zakaj smo mi neki zagovorniki, ali pa zakaj verjamemo v to, ali pa zakaj se nam zdi to dobra tehnologija v bistvu. Mislim, prvič, mi da sva vložila na stotine, tisoče ur, da sva brala o teh zadevah. In ljudje, ki niso dovolj časa vložili v neko osnovno izobraževanje o tem, niti ne morejo imeti razumevanja. Tako da prva stvar, ki jaz vedno pač priporočam, je
dej probi vsaj razumeti, a ne, kaj Bitcoin kot tehnologija prinaša. A ne. Kaj je to, če v bistvu tudi tako, če ti ne boš nikoli, če ne verjameš v to kot investicijski razred, a ne, če ne verjameš v to kot v denar, če ne, dej bodi vsaj poučen o tem, kaj to je. Ker ko boš ti poučen o tem, kaj to je, boš v resnici šele lahko sodil, a ne, oziroma dal mogoče neke argumente za in proti, in takrat se lahko šele debata začne. Ne. Ja, zato sem jaz pač ful zagovornik tega, da ljudi je enostavno potrebno izobraziti na kakršenkoli način, ali se sami, da lahko sploh sodelujejo v debati. Ne. Ker ja, Bitcoin je pač neka nova stvar, a veš, to je tako, kot je bil pač internet, a ne. Ti si imel na začetku podjetja, ki so rekla, kaj bo mes ta internet, neki spletno stran. Moja karijera se je začela, ne? Kaj če mi spet se zato to omenjam, ne? Se pravi, ampak in zdaj sem jaz v bistvu, tako, če gledam kot podjetnik, v bistvu na isti poziciji kot takrat, ko sem začel delati spletne strani. 20-25 let nazaj, ko so ljudje govorili, da rabimo te spletne strani. In celo kariero sem v bistvu zgradil okrog tega, ker se ljudem ne da. Ja. Ali pa ker so leni, da se učijo. Ja. Zakaj pravim? Ker sem vse storitve, ki sem jih naredil, sem jih razvil na takšen način, da mora oseba, stranka, klient, kako čim manj vedeti, znati, samo nekaj in še to čim manj odločitev narediti. A veš, in ker kadarkoli je bilo obratno, je bil potreben nek napor, da se te ljudje naučijo, in je bil rezultat vedno slabši. Ja. Kadarkoli sem pa recimo naredil storitev, da je bilo, da ne rabiš razmišljati, da je to v bistvu en gumb, ne? In zaradi tega, a veš, pa ko razmišljam mesto o investiranju, jaz mislim, da mora biti dejansko en gumb. Ali ETF, ampak da to ni ETF, temveč je to kombinacija parih produktov, parih naložbenih razredov, in to je verjetno nek najboljši bet za povprečnega človeka. Se strinjam. Jaz bi edin za Bitcoin bi rekel, da je to nekaj, kar v bistvu tako, če greš ti na to, če se odločiš za to, da se boš malo bolj izobrazil v Bitcoinu, se boš posledično tudi izobrazil o denarju, o ekonomiji, o tem, a veš, kako deluje fiat denar. Zato se mi zdi dobro, da spoznaš Bitcoin, ker boš s tem spoznal še ful enih drugih stvari in razumel, kako deluje ekonomija, kako pač deluje denar, ki je pač kri te ekonomije. Točno to se je pa tudi meni v bistvu zgodilo. Veš, jaz sem letel noč skozi Bitcoin kot storitev, in potem sem začel razmišljati, pa v bistvu niti nisem začel razmišljati, videl sem stvari. Ja, enostavno vidiš to. Tako da ja, ok. Zdaj... Kaj pa s temi podcasti? To so podcasti, ki so namenjeni... Meni. Ok. Ti se pogovarjaš in potem... Jaz se pogovarjam in jaz se v bistvu hočem naučiti od ljudi, kot si ti, od Luka, od bankirjev, od finančnih svetovalcev. Hočem se naučiti o denarju. Hočem videti, kako ti ljudje razmišljajo. Vrhunsko. Na osnovi tega me zanima, kako postaviti neke korake ali pa nek sistem, ki ga lahko razložim. Veš, kaj hočem narediti? Tako da bi razvil eno storitev, prvo, kar naredim, ful dobro ta problem poznam. Preden sem jaz naredil kriptomat, by the way, tega ti nisem še nikoli povedal, sem jaz ene 6-7 mesecev to študiral. A veš? In sem v bistvu tudi šel na tečaje, tradanja, pa sem mogel, in v bistvu različne aspekte. In v bistvu sem dojel, oh my god, koliko je to težko. In sem rekel, the best, to je ful prilika. To je priložnost, poslovna. In, ampak nisem šel v to, dokler nisem vse storitve sprobal, šel skozi, ugotovil njihove pomanjkljivosti. Tudi nisem šel čistko, pač tehnologijo sem malo študiral, in sem bil absolutno navdušen. In sem rekel, oh my god, jaz v to siguren grem. Potem pa čez nekaj časa sem povedal, čakaj, tukaj so pa neke finančne implikacije, več kot sam to, da jaz nekomu ponudim eno storitev. Hudo. Tako da, v bistvu, mislim, da po mojem mora obstajati, poj pa malo še tega, zakaj sem jaz sploh
generalno kripto. Isto sem za NFT, by the way. To, ne vem, če sem govoril, jaz sem enih prvih NFT mintov na svetu. To se pa spomnim. To so tisti z majčki, a ne? Ja. Pa tudi ene prvih NFT kolekcij, ki se sploh niso imenovali. A to je bil prav ERC 721 takrat? Ne, 1155 že. A ja, še tisti, 1155 je prej nastal, a ne? Ne, kasneje. 721 je nastal prej, 1155 je kasneje, ker si lahko upisal meta podatke še not. Točno, ja, točno. Tisti je res bil non-fungible, ja, nezamenljiv. No, zdaj mi vse to imenujemo NFT, čeprav to ljudje ne razumejo. Ampak niti nima veze, da ne razumejo, pač marketing je to NFT. Okay. Jaz sem študiral NFT cirka 1 leto in sem rekel, fantje, tukaj kruha ne bo. No, potem je nastal OpenSea, eksplodiral in potem tudi crknil. Zakaj? Jaz sem vedno rekel, da NFT-ji so bili pač edino, pa niti ni to zdaj tema, ampak so bolj za neke marketing kolaboracije, pa še tam so težave. Ampak da se vrnem nazaj na to, jaz sem v bistvu, malo so se me te finance dotaknile, valjda, jaz sem DCI-ju, se pravi dollar cost average, se pravi povprečju sem in v bistvu sem investiral, jaz že sam s tem, ko sem svojo storitev testiral, sem uporabljal, kupoval, pa skozi majhne zneske, 20, 30, 40, 20, 30, 45, take reči, in zaradi tega mi je, potem pa nekaj let kasneje mi je portfolio samo od sebe zrastel. Ja. A veš, pa si, čakaj, tu se nekaj tele dogaja, čakaj malo. Potem pa seveda klasične napake, izgube, a veš, čakaj, nisem jaz trader, ne? Ja. Jaz sem v bistvu bolj investitor. Ja. Tako da, to me je zdaj čisto navdušilo in v bistvu mislim, da je, rad bi pa še malo diverzificiral, čeprav verjamem, da Bitcoin je absolutno ogromna prilika, zato ker zna še veliko ljudi prideti v cel sistem, oziroma veliko akterjev, ki bodo potrebovali to. In jaz imam to sredstvo, jaz ga držim. Ja. In verjetno ga tudi ti držiš, a ne? Mislim, in boš rekel, fantje. Ja, lej, ko seveda začneš spoznavati te tehnološke aspekte Bitcoina, ugotoviš, da je to edina dobrina na svetu, ki je res omejena, ki je matematično pač omejena. Karkoli drugega, Zemlja je pač ogromen planet, veš, zlato se da vedno izkopati, vse dobrine, ki jih mi imamo, se da nove narediti. In res je vprašanje, kaj mi res imamo na tem svetu, da je res omejeno. Dobro, pustimo zdaj recimo umetnost. Mona Lisa je ena, to pač ne bo nobena druga, ampak nekaj tazga, kar si ti lahko lastiš. Mona Lisa si pač ne moš lastiti, niti delčka, ampak del Bitcoina si pa lahko lastiš. Se pravi, Bitcoin je pa nekaj, kar je elektronsko, ampak omejeno s protokolom. In čist enostavna ekonomska logika, in človeška psihologija nam govori, da tisto, kar je omejeno, ljudje bolj cenimo in smo tudi pripravljeni to držati. In ful je pač dobra ta analogija. Veš, če bi zdaj obstajalo samo še eno drevo, na katerem rastejo pomaranče, bi cena teh pomaranč, bi pač astronomsko bi narasla, ker bi se najdeli ljudje, ki bi rekli, jaz bi pa rad bil človek, ki bo to zadnjo pomarančo, ki jih je še 100 pač na tem drevesu, bi rad pojedel. In z vsemi dobrinami je tako. Dobrine, ki so redke, imajo ponavadi večjo, ali pa ljudje jih nekako bolj cenimo. In Bitcoin je pa edina stvar, ki ima preverljivo, kjer lahko mi preverimo s tem, da je to pač javno vsem na voljo, koliko je Bitcoinov, koliko jih obstaja in koliko jih je v obtoku. In pol, ko malo to spoznaš, veš, da veliko zdaj teh pač privatnih ključev je izgubljenih in nekateri Bitcoini se nikoli ne bodo mogli več premakniti po mreži. Tako da, to je pač en aspekt, na katerega si ti v bistvu v vsakem investicijskem razredu si pozoren. Pri nepremičninah si pozoren na lokacijo, se pravi, kje se neka nepremičnina nahaja, vedno bojo pač v mestih nepremičnine dražje ali pa ob obali. Potem pri delancah,
kaj podjetje počne, koliko delnic izdaja, v kateri industriji se v nahaja. kateri industriji se nahaja. Je to nekaj, kar je to robotika, Tako. verjetno robotika se bo z nadaljevanju razvijala, torej Tako. tam bodo dobički se generirali. Ja, a veš, zdaj, ne, Nvidia, mislim, to se jaz prav spomnim, ker jaz sem, preden sem v kriptoindustriji začel delati, sem delal v računalniški industriji in se spomnim, veš, je bila Nvidia, ne vem, $20, ne, cena delnice. In polk je prišla na 100, ne, se je govoril takrat, to je to, ne. A veš, če si ti imel Nvidia delnico pri $100, so te analitiki so govorili, ne, to je to, mislim, to je največ, kar ta delnica lahko naredi, ne. A veš, pa se pa zgodi ta AI revolucija in Nvidia na delnica eksplodira. Tako da, to se mogoče spet pa nanaša na tisto, trgi so nepredvidljivi, ne, človeška inovativnost pa pač podjetništvo bo vedno ustvarjalo nekaj novega in zato je tudi pač težko kdaj napovedati, kaj bo. Ampak Bitcoin, kot tehnologija, če jo ne gledamo kot investicijski razred, kot tehnologija, mislim, da je še vedno v nekih začetkih in večina ljudi še vedno se ne zaveda, da je to tudi z tehnološkega vidika ena najboljših iznajdb po tem, ko smo mi iznajdli internet. Opa, po internetu. Ja. Vse to jaz velikrat javno povem. Ne. Da se mi zdi, da Bitcoin, tako če tehnološko gledamo, veš, ti si imel od začetka interneta, ne, si imel pač neki teh ciklov, ne vem, smartfoni, družbena omrežja, e-commerce. Po moje čez, to je blizu, ampak po moje tako čez 50-60 let, veš, ko bomo mi gledali nazaj, se bojo po moje ljudje strinjali, da Bitcoin je bil za trge, in za to, da imamo mi, da bojo ljudje v prihodnosti imeli neko pač še večjo prosperiteto pa blaginjo, da je Bitcoin tista tehnologija, ki je to omogočila. Jaz mislim, drugače, če čisto tehnološko pogovarjam, mislim, da AGI bo, se pravi, Artificial General Intelligence. Ja. To je sploh to je konj. Ja, to je spet. Game over, stari, jaz ne vem, kaj se bo pa dogajalo. Ampak anyways, ja. nismo še tam, bomo videli. Bomo se pol usedeli pa pogovorili. A veš, kje smo mi zdaj? Mi smo zdaj tlele, kot navaden človek, v bistvu razmišlja, pa dela, pa hodi v službo, ne razmišlja o umetni inteligenciji, o robotih, o vesolju, pa nekaj, on v bistvu razmišlja, kje bi jaz nekako, jaz bo boljše življenje, ne. In tudi, ko gledam, za Bitcoin je dosti easy vhod, mislim, vstop v Bitcoin je zelo enostavno. Danes je to res enostavno, ja. In tudi tako, za to generacijo je tudi, mlajšim generacijam je to bližje in pač hitreje pridejo to in je to mogoče en tak vstopna pot za izobraževanje, za finančno pismenjevanje in tako dalje. Ne. Ja. Lej, mogoče tako, ne. Najmanjša enota Bitcoina je Satoshi, 100 milijonov Satoshijev je en Bitcoin, ne. In dostikrat ljudje pogledajo ceno Bitcoina, ne, pa koliko je danes cena, ne, $58,000, pa rečejo, ja, saj jaz nimam toliko denarja, da kupim en Bitcoin. Ne. Saj ti lahko kupiš par Satoshijev, ne. Tako da Bitcoin je deljiv z 100 milijonov Satoshi in mogoče je prvi cilj lahko, ne vem, 10,000 Satoshijev, ne, kar je zelo pač mal v neki fiat vrednosti, ja. No, zdaj navaden človek tudi razmišljal, recimo, da se dotaknem pol pokojnine. A ne bilo pametno, da bi naš tale pokojninski sklad kupil malo Bitcoina za vsak slučaj? Ja, sej to so, in to so, po moje, se bo zdaj v naslednjih 10 letih, ne, a veš, se bojo dogajale take stvari in tako, zdaj se mi zdi, smo v nekem obdobju, kjer tako malo a veš, organizacije, podjetja, banke, tako malo v bistvu se gledajo, ne. A veš, recimo Michael Saylor je ena taka oseba v temu ekosistemu, ja, ki zelo v bistvu zagovarja to podjetje, vsako podjetje mora na bilanci, a ne, imeti Bitcoin. Se pravi, da nimaš ti samo denarja, a ne, da pač imaš v svoji blagajni
da imaš tudi Bitcoina. Ne. In on potem opisuje, kako so oni to z MicroStrategyjem naredili. Potem imamo eno državo, ki ima Bitcoin kot uradno plačilno sredstvo. Legal tender, kot tako, in to je El Salvador v Srednji Ameriki. A veš, in tako počasi, pojavil se bo verjetno en pokojninski sklad v letu 2, ki bo rekel, lej, mi bomo pa del svojega portfolja premoženja bomo premaknili v Bitcoin. In pola, veš, se bo to po moje začel, se bo kot domine. Ja, in veš, da se bo to začel z Bitcoinom. Jaz poznam pač par kolegov, podjetnikov, ki v bistvu delajo institutional grade custody. Okay. In recimo Nemčija je uzakonila že kustodije. Recimo ti imaš v delnicah, imaš brokerje pa kustodije ločene iz razloga zaradi konflikta interesov. No in v bistvu oni, ti institucionalni kustodijani, kako se reče kustodijan po slovensko, niti ne vem, hranitelji, hranijo sredstva, ne. In v Nemčiji se to že dogaja. Institucije imajo zdaj v bistvu kar tako. Ne more pokojninski sklad investirati v nekaj, ki je videl na enem forumu. Ja, seveda. Pač mora obstajati neka pravila igre, neki zakoni, neki igralci, stakeholderi in tako pač nek proces obstaja. Ne. Ja. In zdaj vse je pripravljeno na to. Tako da jaz sem tudi doskrat razmišljal, recimo prav konkretno za naš biznis. Oh my god, to banke pojutrišnjem že Bitcoin prodajali. To bo del bančnih uslug. Mislim, lej, sej nekaj že ima, ja, v neobankah se mi zdi, da je to že čist normalno. Ne? Ja. Te naši stari dinozauri tukaj se bojo verjetno zadnji odzvali na to. Ampak ja, tukaj so absolutno so priložnosti, ne? Tako za podjetja, kot za posameznike. In ja, jaz sem tako, jaz sem po eni strani sem zelo zadovoljen, ker jaz sem bil 6-7 let v kriptoindustriji, zdaj imam pa svoje podjetje v AI-ju. Sem v bistvu zadovoljen, da je prišla ta industrija toliko daleč, veš, tudi Bitcoin, mislim 15 let, veš, protokol deluje. To zdaj ni, veš, nekdo, ki danes reče, ne vem, da je Bitcoin, da je to nek hec ali pa da je to nek scam, to je res nekdo, ki nič, veš, ne ve o tem. Danes je Bitcoin v vseh teh krogih, finančnih, ne glede na to, kaj ti misliš o tem kot o naložbenem razredu, je to nekaj, kar je sprejeto, je tukaj. V bistvu se uporablja. Se uporablja in ne bo zdaj to, veš, propadlo. Kdaj še vedno dobim sporočilo, kaj pa če Bitcoin propade? Mislim, če Bitcoin propade, to je res neki, ne vem, kaj se bo zgodilo na svetu, ker je to toliko decentralizirano omrežje, ne. Zdaj, če ne veš, kaj pomeni, da je decentralizirano, ne vem, se bo še kdaj usedla ali pa se naučiš. Ne. Jaz mislim, da v sistemu je že zdaj toliko ljudi, oziroma toliko ljudi ima že Bitcoin, da v bistvu že ti ljudje, ki ga imajo, ali pa ljudje, ki so že ugotovili, kako ga lahko uporabljajo, že oni sami so zadosti, da ta situacija laufa, da je Bitcoin kot kri teh transakcij. Res je. Ok. A veš, zdaj odgovoril si mi o Michaelu Saylorju, pa sem imel zate pripravljen direkt o Michaelu Saylorju in MicroStrategy. Jaz sem njega poslušal v pariškem Stock Exchange-u. Ena stavba, stara je, to ni danes več Stock Exchange, ampak tam je bil Paris Blockchain Week. In je bil Michael Saylor se javil s svojim MicroStrategy-jem in valjda sem šel takoj gledati delnice. In to so bile tudi ene izmed teh interesantnih, ko sem rekel, da malo sem poigral vse, ko človek že govoril, verjetno ve, kaj govori, pa sem isto tako mečken, malo da na začinu, valjda nisem nekaj ultal, ker me bo strah, nisem vedel, veš, ne. Tako da Michael Saylor je v bistvu, koliko ima ta njegova firma, neki 200,000, bolano število Bitcoina, se oni imajo največ Bitcoina skoraj v svetu, ne? Mislim, da so oni pač podjetje, ki ima največ, da niso recimo borza, ne? Se pravi, da so podjetje izven kriptoindustrije, ampak imajo, največje število. Imajo pa oni neke analitične storitve, ali ne vem, kaj je zares njihov produkt. Njihov produkt ni Bitcoin, oni imajo Bitcoin samo na bilanci. Oni svoj evro zamenjajo, ali dolar zamenjajo v Bitcoin, ukvarjajo se pa z dejavnostjo, dejansko. Ja. No,
Pa mogoče, ajde še kot ena zanimivost, ne? Ta je malo sci-fi. Jordan Peterson na enem intervjuju, to si siguran videl, a ne? Ki je nakazoval, da je Bitcoin lahko sredstvo za prenos energije nadaljavo, v smislu, ti imaš minerje, ki minejo, kreirajo Bitcoin ali pa potrebujejo transakcije pri nekem vulkanu ali pa izviru tople vode ali karkoli že, karkoli lahko transformiraš v energijo in to potem čez internet lahko enostavno preneseš. A je to samo z Bitcoinem, ali je to sploh, misliš, da je bullshit? Ali... Mislim ta... Male tako, ne? Ja, vsak, ki pozna malo osnovne zakone fizike, a ne, ve, da energija se ne more po internetu prenesti. Ja. Pač energija se prenaša po drugačni infrastrukturi. Kar je tukaj mišljeno, to je bolj prispodoba. Ne? Se pravi, Bitcoin je Bitcoin kot nasprotje fiat denarja, ne, ohranja vrednost in to je mišljeno s tem, da se ohrani energija. Ne. Ker če mi pogledamo evro, ne, jaz delam, se pravi, svojo energijo telesno, ne, umsko zamenjam za, se pravi, svoj čas vložim, da sem plačan za to in potem inflacija meni to vrednost poje. Ne. Se pravi, kaj to pomeni? Efektivno, da je moja življenjska energija se je zgubila nekje. Ne. Zdaj Bitcoin, če pa mi zamenjamo ta evro, ne, fiat za Bitcoin, smo pa lahko videli v zadnjih 10 letih, ne, si pa večinoma oplemenitil to v navednicah energijo, ki si jo ti primarno dal za to, da si zaslužil denar. Ne. In to je mišljen s tem, da je Bitcoin neka baterija oziroma da ti ohraniš energijo, zato ker ohraniš ali pa še povečaš svojo kupno moč na trgu. To je tisto glavno. Ne. Jaz dojemam tako, da če imaš ti en vulkan, ne, ja. pa imaš neki izvir pač toplote, ja, energije, energije, ne, pač to lahko monetiziraš zdaj, ne. Absolutno. Ful je zanimivo, recimo v Teksasu je ta Bitcoin mining industrija zelo razvita. Tam recimo določeni uporabljajo na teh kravjih farmah, goveda, uporabljajo gnoj v bistvu za to, da metan kurijo, uporabljajo za to, da Bitcoin farme, kjer se potrjujejo transakcije, poganjajo. Tako da to je Bitcoin rudarjenje tudi ena zelo zanimiva tema, industrija, če boš kdaj koga povabil na to temo. Ti priporočam. Kjera tema? Bitcoin rudarjenje. Se pravi, Bitcoin rudarjenje, ja. Kako v bistvu Bitcoin mreža sploh, veš, deluje? Ja, sej, kolegi gor iz Maribora, NiceHash, oni so rudari. V osnovi. Oni imajo v bistvu tržnico za prodajanje in kupovanje te moči, ki je namenjena rudarjenju. Super, no ja. Evo, tole vprašanje. Predstavljaj si svet, kjer bi bil Bitcoin izumljen pred stoletjem. Kako misliš, da bi bila svetovna zgodovina, zlasti glede vojn in gospodarskih kriz, drugačna? Zanimivo. Mislim... Rečemo, da internet obstaja. Ja, rečemo, da internet obstaja. Ja, kaj jaz vem? Mislim, mogoče bi bile pol vojne za te farme. Mislim, da do vojne ne bi prišlo. Zato, ker vojna je ful dober mehanizem fiat sveta. Se pravi, ti rabiš nekako vzpodbuditi. Se tudi, zakaj je prišlo do prve svetovne vojne? Ne? Zato, ker so kolonije, ki so jih imeli imperiji, pa te imperiji med sabo se niso mogli zmeniti glede teh kolonij. In potem, ko je bilo konc prve svetovne vojne, je mogla recimo Nemčija plačevati zelo visoko odškodnino in nastala je zelo velika v bistvu inflacija v Nemčiji. Ne. In vsaka vojna je v bistvu mora biti financirana. In vojna je velik biznis. Absolutno.
In še to ljudje včasih, ki mislijo, denar se pošilja denar, večinoma se zares pošilja orožje. tako, tako. V protivrednosti ni ne v fiat, ampak v orožje. In če imaš ti fiat denar, a ne, in če si seveda zlizan z oblastjo in se pravi pri koritu, ne, se reče, je dost lažji, a veš, vplivati na to, a se bo ena vojna zgodila ali se ne bo. Če imaš pa valuto, ki je deflatorna, ne, oziroma kjer ni smiselno, da se, a veš, ni smiselno, da se Bitcoin porablja za vojno. To je v bistvu tako, če z tega filozofskega vidika pogledamo, je to dost bolj miroljubna valuta, a ne? Ker je ti v resnici nočeš jo porabljati za brezvezne stvari in vojna je ena od najbolj brezveznih stvari, ki se jo gremo ljudje, ne? Ampak gremo se jo zato, ker imamo ta fiat denar, ne? Ker nekje je denar, da se plačuje, a veš, orožje, oborožitev, da se pač ljudje med sabo pobijajo in vojna je v nekomu v zelo velikem interesu. In ko se pač spustiš v raziskovanje pač fiat monetarnega sistema, ugotoviš, da je vojna odlična naložba v fiat sistemu. Ne? V Bitcoin ekonomiji je pa to zelo slaba naložba. Ful zanimiva misel je bila tole zdaj. The best, hvala ti za danes. Hvala za vabilo. Evo, zdaj upam, da ste tudi vi uživali v tej debati. Meni si dal kar zamisliti, pa hvala ti, ki mi pomagaš na moji misiji do frameworka za kreacijo osebnega premoženja. Ja, nikaj. Še enkrat hvala. Ja, upam, da mi to rata. Sicer pa, ko bo bile še kakšne teme, te bom povabil, upam, da se boš tudi takrat odzval. Pridem, če se pogovarjamo o Bitcoinu ekonomiji, z veseljem se odzovem. Bitcoin je najbolj miroljubna valuta, prav Andrej. Ja. In s tem zaključujemo današnji podcast. Lepo se imejte še naprej. Živa. Čau.